Jaz bi kar predlagal, da poslušamo prvi sklop dveh naših srednješolskih recitatorjev, ki sta se izbrala vsak po 3 pesmi iz tvoje knjige. To sta Ingrid Molan in Vič Ninderšič. Križpotja. Pljuskajo okruški zameril izlizan turnul na koncu križpotja. Koliko vode prelite v ponikalnico izgubljene za sanje. Rozgata plundra pronica skozi razpoke v podtajnice. Opljuskani možgani žarčejo kužne zasevke v vodne vire. Kdaj bomo spet pili studenčnico v križpotji? Dialog. Ne kritiziraš, samo opažaš. Ne vsiljuješ, samo razpravljaš. Ne braniš, samo pojasnjuješ. Ne zanikaš, samo odklanjaš. Ne sodiš, samo poveš. Oprostite, meni se bruha. Upanje. Imela bom vrv, po kateri bom hodila. Lahko mi vzameš pot. Imela bom sonce, da se bom grela. Lahko me postaviš na cesto. Imela bom sanje, s katerimi se bom budila. Lahko mi vzameš prihodnost. Imela bom dan, če tudi mi vzameš svetlobo. Kaj so to mandale? Morda večina že ve, morda kdo še ne ve. In kaj v zvezi z mandalami bi lahko našli tudi v knjigi. Če jo pogledamo, že sama naslovnica je nekaj takšnega, kar močno diši po tem. Ja, mandala je ta naslovnica, pa zadnja stran, tole migredi je tole, kar imam tle. Mandala kot pojem je strašno stara beseda, izvira iz sanskrta, to je staroindijski jezik. In če čist par besedno, prvotno je bil izraz mandala, je označeval rajski vrt. V bistvu je mandala narejena iz večjih simetričnih ali pa nesimetričnih delov, označujejo pa krog. Mandala je vse povsod v naravi. Mandala je tudi polžek, je drevesno, mislim, te letnice. Če prerežemo jabolko, pomarančo, vidimo tudi mandale. Bistvo je v tem, da je mandala nekako je simbolni jezik, ki je skupen vsem kulturam, vsem narodom, vsem veram in je nekje na eni globlji ravni pred samim jezikom. Spet še ena misel s tem, upam, da ne bomo dolgočasni, ampak da bo vseeno zanimivo. Tibetanski meniki so v nekem filmu prikazali, kako delajo mandale v pesku, barvno. Ampak zanimivo je bilo to, jaz sem čakal, da je bila mandala narejena in ne bom rekel sekundo za tem, ampak takoj za tem je pa so zradirali vse, kot bi morski val odpihnil in je ni bilo več. Zakaj? Oni se leta in leta vadijo, preden so sposobni, da takšno mandalo tudi izdelujejo. Imajo droben pesek, ta kristalen in take tulce, in zelo zahtevne oblike in če samo malo nekdo zgreši, takoj mandala zgubi tisto svojo harmonijo. Zato je to zelo zahteven posel in menihi se potem vadijo približno 3 leta, preden so sposobni, da tako mandalo v resnici izdelujejo. Ko je pa mandala dokončana, jo pa stresejo v reko ponavadi in jo dajo nazaj k svojemu izvoru. S tem želijo povedati 2 stvari. Po eni strani, da je vse minljivo, po drugi strani pa to, da nas tem učijo nenavezanosti na stvari. Meni je prišlo na spomin, kolikor te pač poznam, da si se v svoji ne tako daljni preteklosti mnogokrat vozila na relaciji Ljubljana-Brežice in obratno. In se še, potem pa sploh. Zato imam eno zelo preprosto vprašanje, ali se ti tudi na tej relaciji med vožnjo porajajo kakšne pesmi, ali se ti pa porajajo kako drugače, torej kdaj jih pišeš, kdaj jih sestavljaš? Tudi vožnjo se, sam
žal takrat grejo v eter, kar pa zame sploh ne pomeni, da so zgubljene. Sicer jih pozne napišemo, ker ne moreš toliko memorirati. Mislim, da sem se eno sprot na pamet učila, pa je to zelo naporen, pa to nisem več počela. Drugače pa nastajajo kadarkoli, no. Mislim, zadnjo sem napisala včeraj po noči, polnoči sem zaključila. Recitatorja, to sta Špela Ravnikar in Tomaž Tomše, ki bosta predstavila svoj pogled na to zbirko. Tukaj in zdaj, v imenu kamna ob poti in mehke rose, v pregibu travne bilke, potočim kapljo čez vetrno senco osipanih upov. Potoki in reke vseh morjih sveta jočejo tukaj in zdaj, berejo revščino, bogatstva pod kamen skrito, v veter izkričano. Na polja so legli pesticidi, sadovnjaki konzervansi, v supermarketih pisane slikanice vabijo otroške sanje na blede sence okusa. Med kapljami rose, tukaj in zdaj, izdano bogatstvo. V žilah stvarstva zapisi davnih stopinj. Pozabljeno znanje v tom zraku. Modrost utripa vsakem dihu. Zapisane v kamen, trepeta v vetru. Rešeto sodobnega napuha odsedi zdravilni sok. Dirkajoče potrošništvo posrka tišina. Široke ceste povaljajo domove ptic in krtov. Mobilno valovanje zavrtinči v kožne kupe. Sameva pesem borovetice. Nasmeh marjetice v poti čaka nosnice, da jih pošlečka. Raztrošeni koščki sestavljake iščejo svojo sliko. Zgodil se po prvotni dih v žilah stvarstva. Ko sem počutila na koži, nisem vedela, da me boš bolel. S prsti sem prišla skozi lase in prebodli so mi srce. Ko se vidiva, se delaš, da ne veš, da sem umrla. Vdihnem vase, potopim se v nič. Neskončna sreča objame moje čute. V točki luči je točka moči. Ko hotenja potihnejo, se namere zgodijo. Razcvetela v lotos odpošnem bolečine, zradiram strahove, diham resničnost. Ne ustavim koraka, ne upihnem noči, samo sem. V lotosu vedenje, vse je že tu. Utihnjena vase se zgodi. V praznem prostoru želi polnost. O neskončna pričujočnost, potopi se vame, razširi me vase. Naj vsak dihljaj posvečuje večnost. Naj vsaka beseda izriše kristal. Vseobsegajoča zavest, bodi zahvaljena, da sem. Midva sva zaključila, upam, da ni preveč bolelo. Niti ne, bi se še dala malo puščati. Jaz bi se predvsem vsem zahvalila, da ste prišli, da ste poslušali, pa želim vam veliko zdravja in osebne sreče. Drage obiskovalke in obiskovalci, v imenu Knjižnice Brežice se vam zahvaljujem za udeležbo na današnji predstavitvi. Projekt Center vseživljenjskega učenja nadaljujemo jeseni, ko bomo za vas zopet pripravili pester izbor delavnic, tečajev ter potopisnih in ostalih predavanj. Lep večer in